Spoštovani, prijazen pozdrav in dobrodošli na spletnem radovednem ponedeljku, prvem v novem letu 2022. To leto začenjamo s sklopom Zelena knjižnica, zato mi prosim dovolite, da v naši sredi najprej pozdravim predavateljico našega prvega srečanja iz tega zanimivega sklopa. Z nami je asistentka doktorica Katarina Zabret, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva z naslovom Kaj lahko storimo za zeleno prihodnost. Lep pozdrav. Doktor Zambret o tematiki, s katero se bomo danes seznanili v sklopu srečanja, pravi takole. V luči obstoječih globalnih sprememb postaja dostop do naravnih virov, ki so nujno potrebni za preživetje in nam zaenkrat še samoumevni, na primer čist zrak, voda in hrana, čedalje težji. Prevelika onesnaženost, širjenje mest in spremembe v podnebnih vzorcih namreč pomembno vplivajo na naravno okolje, ki sicer zagotavlja za naše življenje nujno potrebne ekosistemske storitve. Eden izmed največjih problemov sodobnega sveta je prekomerna potrošnja, ki se pomembno odraža v onesnaževanju. Velika poraba energije, transport, odpadki, vse to vpliva na onesnaženost okolja, ogroža naravne ekosisteme in pitno vodo. Tudi širitev mest vpliva na naravno okolje, zmanjšuje zelene površine in povečuje delež nepropustnih površin, s čimer vpliva na dvig temperature in poslabšanje kvalitete zraka, zmanjšanje pronicanja vode v podzemlje in večji površinski odtok. Poleg tega lahko zaradi spremenjenih padavinskih vzorcev, ki se kažejo v dalj časa trajajočih sušnih obdobjih ter veliko bolj intenzivnih nalivih, pride tudi do povečane nevarnosti pojava poplav in pogostejših obdobij pomanjkanja vode. Da bi kljub spremembam, ki se dogajajo v našem okolju, uspeli obdržati kvaliteto življenja, ki jo poznamo, bo potrebno uvesti določene spremembe. Te so že vključene v velike načrte, kot so mesta prihodnosti, zelena mesta in krožno gospodarstvo. Osnovni koncepti teh idej pa so v osnovi dokaj preprosti in pravzaprav lahko upošteva jih vsak posameznik. Dogodek, ki ga spremljate, poteka preko platforme Zoom in na Facebook profilu Goriške knjižnice. Vsi, ki želite dogodek spremljati preko Zooma, se lahko v času aktivnosti povezave prosto in kadarkoli pridružite sledenju dogodka. Lepo prosimo, da v času pogovora izklopite mikrofone, vaše vprašanja pa postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to tudi dovolj časa. V času trajanja dogodka vprašanja lahko zapišete tudi spodaj v sporočilih. Predavateljica bo nanje odgovorila ob koncu predavanja. V primeru kakršnihkoli težav z zvokom ali slišnostjo pri pretakanju v živo, pa vas obveščamo, da se dogodek snema, kar pomeni, da bo na knjižničnem Facebook profilu in na YouTube kanalu Goriške knjižnice na ogled tudi kasneje. Takole, zdaj pa predlagam, da kar začnemo. Torej, še enkrat lep pozdrav vsem in seveda, doktor Zabret, beseda je vaša, izvolite. Takole bom delila predstavitev, pa potem lahko začnemo. En lep pozdrav vsem. Kot so me že tako lepo napovedali, torej moje ime je Katarina in bom začela z uvodnim predavanjem v sklopu zelenih predavanj Goriške knjižnice. Zelo lepo se zahvaljujem za vabilo in pozdravljam iniciativo Goriške knjižnice za ta zeleni prehod. Verjamem, da si vsak izmed nas pod pojmom zelena prihodnost, zelene rešitve, zeleni ukrepi že kaj predstavlja, ne? Vsak ima neko idejo, kaj je to zeleno, in vsak si je že izoblikoval verjetno neko sliko o teh stvareh, saj to niso tematike, ki jih obravnavamo prvič. Jaz sem se potrudila, da bi vam pripravila eno tako zanimivo predavanje, da bi vam predstavila kaj novega in upam, da bom ta cilj uspela doseči. Bi vam pa za začetek želela povedati nekaj o mojem ozadju, kajti to, kaj delam, od kje prihajam, v bistvu tudi definira to, kako jaz gledam na pojem zelene prihodnosti in kako sem izbrala tematike, o katerih bom govorila. Trenutno sem zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu za vode, kjer se ukvarjam predvsem s hidrološkim, hidravličnim, ekološkimi analizami in modeliranjem.
Na inštitutu imamo sektor za celinske vode, sektor za morje in pa laboratorij za mikroplastiko. Pristopamo pa k številnim problemom, ki se nanašajo predvsem na vodo. Delujemo interdisciplinarno, poskušamo vedno vključevati vse deležnike in upoštevati celosten pristop reševanja okoljskih problemov. Moje, kako bi rekla, raziskovalno ozadje in pa moja raziskovalna pot pa se je v bistvu začela na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na oddelku za okoljsko gradbeništvo, kjer sem bila tudi kar nekaj časa zaposlena in se še vedno raziskovalno udejstvujem. No, na tem oddelku se izvaja študij vodarstva in okoljskega inženirstva, ki neko temeljno tehnično znanje inženirja konkretno podpre z razumevanjem tematik o okolju, ekologiji in pa številnih družbenih procesih. V primerjavi s študiji recimo gradbeništva in geodezije na tej fakulteti je študij vodarstva in okoljskega inženirstva glede študentov veliko manj obsežen in te manjše skupine študentov, s katerimi sem tudi sama veliko delala, lahko veliko bolj osebno obravnavamo, imamo zato tudi veliko terenskih izletov, izobraževanj in pa že konkretnih vpeljav v prakso. Tudi ta študij zelo temelji na interdisciplinarnosti, tako kot sem že prej rekla, da samo raziskovanje na Inštitutu za vode, zato bo tudi predstavljena tema, mislim, da kar zelo interdisciplinarna, ker je to v bistvu rdeča nit mojega raziskovalnega dela. Če govorimo o zeleni prihodnosti, se moramo zagotovo najprej vprašati, kaj je tisto, kar nas čaka v prihodnosti in zakaj moramo govoriti sploh o zeleni prihodnosti. Jaz bi rekla in tukaj izpostavlja kot tiste problematike, ki se jih nekako bojimo oziroma ki jih moramo naslavljati v sklopu zelenega. To so onesnaženost, podnebne spremembe, večji vodni odtis, rast števila prebivalstva in pa urbanizacija. Ko govorimo o onesnaženosti, verjamem, da so vsem znane te slike, ki prihajajo sicer z celega sveta. Gre recimo tukaj na prvi sliki za ta velik otok odpadkov v Pacifiškem oceanu, za plaže prekrite z odpadki, onesnaževanje vode, zraka in tako naprej. Čeprav se nam mogoče zdi, da pri nas stanje sploh ni tako hudo in da je to nekako problem z drugega konca sveta, se moramo zavedati, da na koncu oziroma pravzaprav vsi prispevamo k temu. Kot eden izmed največjih odpadkov, ki jih mi kot ljudje proizvedemo, je zagotovo plastika. Če pogledamo tukaj, koliko plastike se proizvede za naše potrebe, lahko vidimo, da nekako sicer v Evropi tam po letu 2000 ta količina ostaja približno enakomerna, medtem ko v svetu še vedno krepko narašča. In tukaj se moramo že prvič zavedati, da velika količina te plastike, ki se sicer proizvede v svetu, pride tudi v Evropo, kot embalaža vseh stvari, ki jih mi kot potrošniška družba kupimo. Velik del embalaže, kako bi rekla, mogoče reči plastike, ki jo v Evropi porabimo, je bila namenjena za embalažo. Skoraj 40% vse plastike je pravzaprav embalaža, ki ščiti embalažo pred embalažo, če tako rečemo. Potem se pa v manjših deležih uporablja plastika tudi v medicini in v drugi industriji. Tukaj naslavljam plastiko kot enega izmed glavnih virov onesnaževanja, mogoče zato, ker, kot sem omenila, imamo na inštitutu laboratorij za mikroplastiko in s to temo sem se pred kratkim malo bolj pobliže srečala. In je v bistvu taka, kako bi rekla, o mikroplastiki se počasi začenja čedalje več govoriti. Pravzaprav pa noben ne ve točno, kaj mikroplastika sploh je in zakaj je to tak velik problem. Na tem področju imamo res veliko več vprašanj kot odgovorov. Mikroplastika se v osnovi deli na primarno in sekundarno. Primarna mikroplastika je tista, ki je bila proizvedena tako majhna za različne namene. Naprimer, v kozmetični industriji se veliko uporablja, kot dodatek raznim pilingom, v zobni pasti tisti majhni modri delci, namenjeni boljšemu odstranjevanju zobnih oblog in tako naprej. Sekundarna mikroplastika pa je tista, ki nastane pri razpadanju plastike, ki je odložena v okolju. Se pravi, razpada zaradi sončnega sevanja, zaradi sprememb temperature in tako naprej.
se spreminja v mikroskopsko majhne delce, ki jih slej ko prej zanese v našo vodo. Vsa ta mikroplastika konča v okolju, konča v vodi in jo zanese v vodni krog. Zdaj pa, marsikdo pa reče, saj mikroplastike ne vidimo, niti ni tak velik problem, se gre v vodo pa jo odnese stran. Ampak temu ni tako. Mikroplastika, recimo, ki pristane v morju, jo pojejo ribe, školjke, ki filtrirajo vodo, jo zaužijajo in to slej ko prej lahko dobimo na naš krožnik. Mikroplastiko so odkrili tudi v pitni vodi, več jo je na primer v stekleničeni vodi kot v vodi iz pipe, in je vse okrog nas. In tega, kakšen učinek sploh ima na človeško telo, se v bistvu sploh še ne ve. Premalo je bilo raziskav, premalo se je spremljalo, ugotavlja se, da lahko je problem mikroplastike v snoveh, ki jo izloča, ko pride v naše telo. Problem bi bil lahko v mikrofilmu, ki se nabira na njej, bakterijah, ki jih posledično prenaša, vendar vsega tega še ne vemo. In to je zagotovo eden izmed problemov in eno izmed področij, kjer imamo veliko več vprašanj kot odgovorov. Naslednje področje, ki ga bom na hitro naslovila, so podnebne spremembe, ki jih raziskujemo že veliko dalj časa kot samo mikroplastiko. Ampak kljub temu tudi tukaj imamo veliko več vprašanj kot konkretnih odgovorov. Glede podnebnih sprememb obstaja veliko teorij. So resnica, so mit, vsak verjame po svoje, vsak ima neko svoje prepričanje. Ampak dejstvo je, da v našem podnebju prihaja do sprememb. Zabeleženo je nihanje temperature, je dvig temperature, zabeležene so večje vrednosti CO2-ja v ozračju. Zakaj, kako, naj si vsak razišče sam oziroma ustvari svoje mnenje, ampak kot sem rekla, dejstvo je, da do sprememb prihaja. In te spremembe se odražajo v številnih vidikih. Za nas mogoče najbolj pomemben so spremembe padavinskih vzorcev. V Sloveniji lahko rečemo, da v obdobju enega leta še vedno pade približno enaka količina padavin. Vendar so te padavine razporejene drugače. Opažamo lahko daljša obdobja brez padavin, sušna, z višjo temperaturo zraka, ki lahko tudi pri nas večkrat privedejo do pomanjkanja vode. V nasprotnem primeru pa spet zabeležimo večje število krajših, vendar veliko bolj intenzivnih nalivov. Tukaj pa je problem v tem, da v tem kratkem obdobju padajo enormne količine vode, tako naša infrastruktura kot naše okolje pa temu niso prilagojene. In ta voda povzroča kratkotrajne poplave, ki so lahko zelo hude. Iz tega, koliko vode nam je na voljo, pa lahko govorimo tudi o vodnem odtisu. V Sloveniji povprečno nek porabnik na dan porabi približno 120 litrov vode. To je voda, ki jo porabimo za to, da si zjutraj umijemo obraz, splaknemo stranišče, operemo posodo, si skuhamo kavo. Poleg vse te vode pa porabimo še druge količine, katerih se sploh ne zavedamo. In vse to skupaj imenujemo vodni odtis. Kaj pa je tista navidezna virtualna voda, za katero ne vemo, da jo porabimo? To je na primer voda, ki se porabi za to, da lahko dobimo dobrine, ki jih potrebujemo v svojem življenju. Zjutraj, ko si skuhate skodelico kave, ne porabite decilitra ali 2 vode. Dejansko je vaš virtualni vodni odtis v tem primeru kar 140 litrov vode. To je vsa voda, ki se je porabila za to, da je ta skodelica kave prišla na vašo mizo. Torej voda, ki so jo porabili za zalivanje na plantažah kave, voda, ki se je uporabila v proizvodnem procesu, za mletje, za praženje, za proizvodnjo embalaže, za transport. Torej, ena skodelica kave pravzaprav pusti 140 litrov vode v vašem vodnem odtisu. In če sem prej rekla, da v celem dnevu recimo porabimo približno 120 litrov vode, si zdaj predstavljamo. Zjutraj vstanem, popijem kavo in pojem kos kruha s sirom. Čez dan za malico eno jabolko, pa še eno kavo, za kosilo grem na hamburger
Potem popoldne recimo pojem še vrečko čipsa, popijem kozarec soka, zvečer pa še čaj in jajce s kruhom. Vsega skupaj sem porabila 3525 litrov vode in ne 120 litrov vode. Poleg tega se ta virtualni vodni odtis pozna tudi v vseh ostalih dobrinah, ki jih uporabljamo, naprimer kavbojke. Ko si kupite ene kavbojke, ste porabili skoraj 11.000 litrov vode. In zakaj bi bil to pravzaprav naš problem? Zakaj govorimo o nekem imaginarnem toku vode, ki na naše življenje pravzaprav ne vpliva? Gre za to, da porabljamo vodo, ki se nahaja sicer v državah, kjer ljudje že tako ali tako trpijo za pomanjkanjem vode. Kje proizvajajo kavbojke? Od kje pride kava? Od kje pride neko super argentinsko govedo? Vse to je voda, ki se porabi za proizvodnjo v industriji, ki je veliko močnejša od prebivalcev, ki tam živijo. In posledično lahko oni trpijo pomanjkanje vode zato, da mi zavržemo velike količine vode in si kupimo kavbojke, ki jih oblečemo dvakrat. Poleg vsega tega se ravno v teh območjih sveta, kjer vode sicer že tako ali tako primanjkuje, pojavlja pospešena rast števila prebivalstva. Vse od leta 1950 do danes je število populacije na svetu krepko poskočilo. Če je še okrog leta 1950 na svetu živelo manj kot 3 milijarde ljudi, smo danes že skoraj na številki 8 milijard. In Združeni narodi pričakujejo, da bo ta številka še naprej krepko naraščala. Pravzaprav mi spet tukaj rečemo, da se to nas ne tiče, da te številke naraščajo na drugem koncu sveta, da naj sami najdejo rešitev in naraščanje števila prebivalstva omejijo. Problem pa je tudi v tem, kje te ljudje potem živijo. Vsi bi živeli v mestih. Če pogledamo, od leta 1950 do danes, kako je število mest, kjer živi več kot 5 milijonov prebivalcev, naraslo po celem svetu. To vodi v pospešeno urbanizacijo, kar pomeni, da se ljudje iz podeželja selijo v mesta. Pri nas se je nekako ta trend že umiril. Poleg tega, da je razdalja od mest do podeželja relativno majhna, že začenjamo prepoznavati tudi prednosti, ki jih življenje na podeželju nudi. Medtem ko v nerazvitem svetu, kjer število prebivalstva še naprej krepko narašča, tega ne prepoznajo oziroma ta miselnost še ni uveljavljena. Vsi ljudje bi živeli v mestih, ker velja, da je tam višji življenjski standard, da je tam lažje preživeti. Ampak urbanizacija, poleg preseljevanja v mesta, pomeni tudi to, da je na podeželju čedalje manj ljudi, ki bi skrbeli za hrano, v mestih pa čedalje več ljudi, ki to hrano rabijo. Poleg tega tukaj jaz velikokrat rada se spomnim na zgodbo, ki jo je povedal eden izmed mojih profesorjev, in sicer je rekel, včasih, ko je vsak kmet šel opraviti svojo potrebo za bližnji grmiček, ni bilo nič hudega. Tisto se je slej ko prej razgradilo, voda je odplakanila, samo čistilna sposobnost narave je poskrbela za vse. Danes pa vsi upravljamo potrebo v eno veliko skledo, ki se konča na čistilni napravi. In ko ta masovni iztok pride v naravo, pa ni več tako enostavno, ker tukaj se pa samo čistilna sposobnost narave konča. Torej, poleg tega, da je tukaj problem zagotavljanje hrane v mestih, da sam transport in masovna pridelava hrane zahteva dodatno energijo in pomeni dodatno onesnaževanje, se ta mesta, ki se čedalje bolj širijo in množijo, predstavljajo v bistvu dodatno obremenitev našemu okolju. Torej, vsi te problemi, ki sem jih zdaj naslovila, onesnaženost, podnebne spremembe, večji vodni odtis, rast števila prebivalstva in urbanizacija, vse to so v bistvu stvari, ki se jih raziskovalci, inštitucije, razne politika že zavedajo in se že kar nekaj časa naslavljajo. In meni osebno najbolj zanimive rešitve so združene v tako imenovanih mestih prihodnosti.
Gre za to, da se v bistvu zavedamo vseh teh problemov in jih želimo nasloviti tako, da bomo naš način življenja spremenili in spremenili tudi naše okolje, tako da ga bomo prilagodili temu, kar nas čaka in s čimer se moramo soočiti. Mesta prihodnosti so torej mesta, ki bi se znala vklopiti v naravo in upoštevati naravne procese, znala zaključevati snovne tokove, imela nič odpadkov in so mesta, ki znajo učinkovito rabiti naravne vire, ne da bi pri tem uničevali obstoječe ekosisteme. Tukaj sem zbrala par primerov teh idej za mesta prihodnosti. To pravzaprav niso več neke futuristične slike in zamisli norih znanstvenikov, ampak so že kar konkretno izdelane rešitve, ki poleg teh zanimivih 3D slik vsebujejo že konkretne načrte, rešitve in teorijo za izvedbo. Nekatere mesta se pričakuje, da bodo zgrajena celo že do 2025 oziroma v naslednjih 10 letih. Za nekatere mesta so že celo odprti razpisi za nakup stanovanj na nepremičninskih spletnih straneh po svetu. Ideje lebdečih mest temeljijo na tem, da so mesta pozicionirana sredi morja in kot taka omejujejo število ljudi, ki tukaj lahko živijo. Ker so mesta v bistvu postavljena sredi morij, morajo biti samozadostna, kar pomeni, da morajo zagotavljati svoje vire energije, svoje vire prehrane in pitne vode, ter tudi poskrbeti za vse te odpadke, ki pri tem nastanejo. Poleg tega pa, ker se mesta nahajajo na vodi, se smatra, da bodo lažje se soočala s podnebnimi spremembami, kot so recimo dvig in upad morske gladine, pa tudi ekstremni vremenski pojavi, kot so recimo cunami in orkani. Eden izmed zelo zanimivih primerov teh lebdečih mest je mesto imenovano Sub-Biosfer, ki je dizajnirano za 100 ljudi. To mesto ima sredinsko kupolo, kjer se nahaja center za upravljanje z vsemi sistemi in kjer se skrbi za proizvodnjo hrane, energije in vode. Vse ostale sfere pa so namenjene bivanju prebivalcev in imajo v spodnjem delu tudi elemente, kjer se skrbi za pridobivanje oziroma vzgajanje hrane. Mesto pa je zanimivo predvsem zato, ker je predvideno, da se v primeru lepega vremena dvigne nad gladino, kjer izkorišča sončno svetlobo, v primeru ekstremnih dogodkov ali zelo slabih vremenskih razmer pa se enostavno potopi pod vodo in se na tak način tudi zaščiti. Ideje o mestih prihodnosti pa niso samo v mestih, ki bi se zgradili čisto na novo in čisto iz začetka. Razmišlja se tudi, kako bi prilagodili že obstoječa mesta. Tole je primer Pariza, kakršno bi lahko bilo do leta 2050. Tukaj v daljavi celo lahko vidite Eifflov stolp in pa znamenite kipe pariške arhitekture. Ta, kako bi rekla, koncept so zasnovali v enem izmed vodilnih francoskih arhitekturnih birojev, temelji pa na tem, da se določene zelene elemente umesti po celem mestu, medtem ko se nekatere že obstoječe zgradbe nadgradi tako, da bodo zagotavljale oziroma omogočale prilagajanje na predvsem podnebne spremembe. Tukaj so recimo tako imenovani anti-smog towers, namenjeni zmanjševanju CO2-ja v zraku, potem stolpi za fotosintezo prekriti z algami in pa določene zelene površine namenjene zniževanju temperature zraka. Podobno so naredili tudi koncept za Peking. Zelo velikokrat pa se uporablja elemente vertical forest oziroma navpičnega gozda. Tukaj pa gre za stavbe, prekrite z drevesi, ki v bistvu umeščajo nekatere vidike gozdov v mesta in v gosto poseljene površine. Tudi te ideje niso več tako utopične. Stolp v Milanu v Italiji že stoji, na Kitajskem se trenutno gradi in je že blizu zaključka projekta, medtem ko je ta primer s Filipinov še v fazi idejne zasnove.
Torej, v bistvu vsa ta mesta prihodnosti temeljijo na treh, kako bi rekla, dokaj preprostih konceptih, ki jih moramo nekako zagotoviti, da bi ta mesta lahko funkcionirala. To je koncept kroženja snovi v mestih, samooskrbe in pa zelene infrastrukture. Pri kroženju snovi gre za to, da trenutno mesta delujejo po principu in-out. Se pravi, v mesto pride hrana z podeželja oziroma z nekih okoliških krajev ali celo iz tujine, pride voda iz zaledja, iz neokrnjenih izvirov, ki se prav tako ne nahajajo v mestih, in pa energija, ki jo proizvedemo ponavadi recimo v Sloveniji na hidroelektrarnah ali na jedrskih elektrarnah, seveda se pa vse nahajajo izven mestnih območij. Ko hrano porabimo, gre embalaža, gre odpadla hrana v odpadke, odpadna voda po kanalizacijskih sistemih hitro izmes na čistilne naprave, energija in vsi ostali izpuhi pa kot emisije v zrak. Ideja kroženja snovi oziroma zaprtja snovnih tokov pa temelji na tem, da bi se vse te snovi zadržale na lokaciji mesta, da bi bilo mesto kot tako tudi samozadostno z vidika preskrbe z energijo, hrano in pa tudi vodo. Torej, hrano se proizvaja na lokaciji mesta ali res v neposredni bližini, s čimer se zmanjša stroške in pa emisije zaradi transporta, tudi zaradi predelave in pa embalaže. Deževnico, ki pade na lokacijo, se zadrži in ponovno uporabi, čisti in ponovno se uporabi tudi sivo vodo, uporablja se obnovljive vire energije in pa vire energije, ki se jih lahko izkoristi na sami lokaciji mesta oziroma spet v neposredni bližini. Odpadke se reciklira ali ponovno uporabi ali pa se jih uporabi kot vir energije. Na primeru mesta takih zaprtih snovnih tokov še ni izvedenih, obstajajo pa naselja, ki so to že uspešno dosegla in pa posamezne stavbe. Tukaj je recimo primer hotela iz Španije. Hotel je kar velik, ima več kot 400 sob, bazene, zelene površine. Njegova prednost z tega vidika zapiranja snovnih tokov pa je ponovna raba sive vode za splakovanje stranišč. To je koncept, ki bi ga pravzaprav lahko vsak uvedel tudi doma. Gre za to, da vodo, ki jo uporabimo za recimo splakovanje rok in tuširanje in ki je res minimalno onesnažena, gre v bistvu samo za to, da se recimo pri tuširanju prve pol minute speremo s sebe nečistoče, potem pa preostalih 5 minut, ko stojimo pod toplo vodo, teče v bistvu čista voda v kanalizacijo. Vso to vodo lahko zberemo, po potrebi se očisti zaradi recimo dodatkov mil ali šamponov, potem pa se s to vodo splakne stranišča. Tukaj je recimo primer tega kolektorja vode v hotelu. Voda se z membranskim bioreaktorjem prečisti. Vidite lahko, da dobimo praktično čisto vodo, ki se potem ponovno uporabi za izplakovanje stranišč. Drug tak primer pa je recimo inštitut EVAK v Zürichu v Švici. Sama stavba, ki je bila zgrajena leta 2007, upošteva številne koncepte samozadostnosti. Te paneli, ki so nameščeni povsod okrog stavbe, so vodeni računalniško in se po potrebi prilagajajo sončni svetlobi. S tem se zagotavlja tako potrebna svetloba v stavbi, kot tudi ustrezna temperatura. Ogrevanja praktično v stavbi ni. Uporablja se toplota, ki jo oddajajo človeška telesa. Poleti se recimo prezračuje po noči, ko se odprejo okna v najvišjih nadstropjih. Čez dan se stavba zatemni s paneli, kar ohranja temperaturo. Po potrebi pa se recimo po zimi za ogrevanje uporablja tako imenovano odvečno toploto, ki nastane ob delovanju hladilnikov v menzi stavbe, ali pa recimo toploto, ki jo sicer oddajajo bojlerji s toplo vodo. Na drugi sliki lahko vidite ribnik z deževnico, ki se zbere z zelene strehe in se potem uporablja za izplakovanje stranišč. Imajo pa tudi zelo zanimiv koncept stranišč, imenujejo se no-mix toilets in sicer se v bistvu urin zbira ločeno preko teh luknjic, medtem ko fekalije odplaknejo v druge rezervoarje. Urin pa se potem uporabi za pridelavo gnojil, ki se uporabijo v kmetijstvu.
Kot vidik samooskrbe, poleg zagotavljanja energije, je zelo pomembno tudi zagotavljanje hrane v mestih. Kot sem rekla, sama pridelava hrane izven mest za tako množico ljudi lahko predstavlja izjemen zalogaj. Recimo v primeru Londona bi zato, da bi nahranili to množico ljudi, ki tam živi, potrebovali površino veliko 40-krat površini Londona. Glede na to se zelo veliko razvoja vlaga v urbano kmetijstvo. Ko sem se sama prvič srečala s tem pojmom urbanega kmetijstva, sem si predstavljala neke take vrtičke, kot lahko vidite tukajle. Gre to sicer za primer Bruslja. Tudi v Detroitu imajo še neke take vrtičke, v večini pa gre pravzaprav urbano kmetijstvo v to smer, kot vidite na vseh teh ostalih slikah. Za ogromne hale, kjer pridelujejo zelenjavo, sadje pod lučmi, brez, se pravi, zunanjih vplivov, tudi brez zemlje, po konceptih akvaponike, hidroponike in celo aeroponike. Recimo akvaponika deluje na princip, da hkrati z rastlinami gojijo tudi ribe. V bazenih, kjer gojijo ribe, se voda, kako bi rekla, obogati s hranili, ki so potrebni za rast rastlin. To vodo se potem prečrpa v bazene, kjer raste na primer solata. Solata ta hranila porabi za svojo rast, tako očiščeno vodo pa se potem spet vrne v bazene k ribam. Recimo tukaj je primer gojenja jagod v Franciji, kjer imajo cel nov in zelo dobro sprejet sistem. Po celem mestu so postavljeni zabojniki, kjer rastejo jagode v bistvu pod lučmi in tam potem te jagode lahko tudi direktno kupimo. Te vidiki urbanega kmetijstva so nam, se mi zdi, še kar tuji in po eni strani mislim, da smo lahko tudi še veseli, da imamo na voljo dovolj zemlje, kjer dejansko lahko še pridelujemo svojo zelenjavo po tradicionalnih postopkih. Kot tretji vidik oziroma koncept, ki omogoča nekako mesta prihodnosti, pa bi omenila še zeleno infrastrukturo. Tukaj gre v bistvu za to, da vse te sive površine, prekrite z betonom, asfaltom, pozidane, povrnemo v kar se da naravno stanje z vpeljavo zelenih elementov. To so elementi, ki v bistvu vsebujejo rastline. Prej smo videli veliko primerov, recimo vertikalni gozdovi, pa Pariz v prihodnosti, vse zelo ozelenjeno, in na podoben način deluje tudi zelena infrastruktura. Na ta način lahko zmanjšamo odtok padavinske vode, povečamo infiltracijo v podtalje, zmanjšamo porabo energije, vpliv urbanizacije in zagotovimo bolj prijetno in kvalitetno bivalno okolje. Nekatere študije so celo dokazale, da recimo ljudje, ki živijo v bolj zelenem okolju v mestih, doživijo višjo starost in so manj bolni. Tukaj kot elemente zelene infrastrukture bi recimo omenila zeleno strehe. To se mi zdi, da je eden izmed najbolj prepoznanih teh tipov. Gre za to, da se v bistvu sicer sive strehe ozeleni. Ponavadi smo navajeni, da vodo strehe zberemo v rezervoarjih, potokih, speljemo v kanalizacijo. V tem primeru pa zagotovimo, da se ta voda še nekaj časa zadrži in lahko tudi ponikne. Namreč problem odtoka vode v mestih je v tem, da če vso vodo speljemo v kanalizacijo in potem na čistilne naprave, preprečimo, da bi ta voda vstopila v podzemlje. Pod zemljo pa se nahajajo vodonosniki, ki so v bistvu naš primarni vir pitne vode in v Sloveniji tudi zagotavljajo najčistejši vir pitne vode. In če v bistvu mi na teh površinah vodo odpeljemo stran in ne omogočamo, da bi vodonosnike bogatili, lahko pričakujemo, da se bo nivo vode, ki jo sicer nujno potrebujemo za pitje, v prihodnosti krepko zmanjšal. Potem, kot element zelene infrastrukture se pojavljajo tudi zelene stene. Princip je podoben kot recimo pri vertikalnih gozdovih, samo v tem primeru uporabljamo manjše rastline, kot so recimo mahovi, lišaji, kakšne trave.
V tem primeru so zelene stene lahko tudi zelo učinkovit način za zmanjševanje segrevanja prostorov, predvsem v poletnih mesecih, ko delujejo kot neke vrste zastirka in na ta način tudi krepko zmanjšajo stroške in pa porabo energije, ki je sicer potrebna za ohlajanje stavb. Pomemben element zelene infrastrukture v mestih so tudi drevesa. V Sloveniji se mi zdi, se tega pravzaprav sploh ne zavedamo, ker drevesa najdemo na vsakem koraku. V tujini pa tečejo ogromni projekti, iniciative, pilotne raziskave na temo urban forest oziroma urbanih gozdov in pa ponovnega vpeljevanja dreves v urbana središča. Drevesa poleg tega, da čistijo zrak, da zagotavljajo senco in s tem znižajo segrevanje asfaltnih in betonskih površin in posledično pregrevanje zraka. Drevesa tudi prestrezajo padavine. Verjetno vsi veste, si predstavljate, da ko začne deževati, če stečete po drevu, boste še nekaj časa ostali suhi. To je zaradi procesa prestrezanja padavin. Drevo namreč nekaj padavin zadrži in posledično vse ne dosežejo tal, kar je zelo dobrodošlo ravno pri urbani odvodnji. S tem namreč zmanjšamo količino padavin, ki pade na tla in se posledično odvede v kanalizacijski sistem, kar pri bolj obilnih in intenzivnih deževjih v zadnjem času zaradi podnebnih sprememb lahko tudi zmanjša pojav urbanih poplav. Poleg tega pa seveda drevesa povečujejo infiltracijo oziroma ponikanje vode v podtalje, saj okrog dreves vedno najdemo vsaj majhne površine, ki niso prekrite z nepropustnim asfaltom ali betonom. En vidik tega ponikanja padavin v urbanem okolju so tudi deževni vrtovi. Koncept teh deževnih vrtov je v tem, da se voda s cest namesto v odtoke spelje na površine, namenjene zadrževanju teh padavin in počasnemu ponikanju. V tujini je takih površin že kar veliko, gre v bistvu za ozelenjevanje med cestami, ob parkih, kamor se ta voda spelje. V sušnem obdobju so lepo zaraščene z okrasnimi rastlinami, medtem ko v mokrih obdobjih delujejo kot neke vrste suhi zadrževalniki. Še eden izmed elementov zelene infrastrukture pa so načini tlakovanja cest, poti, dvorišč. Spet tukaj v bistvu mogoče kar majhno presenečenje. V Sloveniji se mi zdi, smo kar navajeni, da je skoraj vsako dvorišče tlakovano. V tujini pa so to trenutno pilotni projekti, velika odkritja, kako zagotoviti pronicanje vode v podtalje. In v bistvu sem kar žalostna, ko vidim, da ljudje čedalje večkrat se odločajo za asfaltiranje dvorišč namesto za tlakovanje. In se pri tem sploh ne zavedajo škode, ki jo delajo okolju, kajti voda, ki pade na asfalt, je v bistvu za nas izgubljena. Z dvorišča steče na ulico, na ulici v jarek, pri obilnih deževjih pa lahko celo take dodatne količine vode, ki stečejo na ulico, povzročijo zalivanje hiš. S tem bi na nek način zaključila. Prišla sem čez vse koncepte, izpostavila sem vse, po mojem mnenju, pereče probleme prihodnosti. Zahvalila bi se za priložnost knjižnici, da je začela s to temo predavanj in izpostavila tudi iniciativo knjižnice, ki že nekaj časa živi, in sicer gre za izposojo semen. V knjižnici si lahko izposodite semena, jih uporabite na svojem vrtu, pri tem poskrbite za lastno samooskrbo, zagotovite zeleno infrastrukturo v svojem okolju in po eni strani tudi za kroženje snovi. Mislim pa, da zato, da si bomo zagotovili zeleno prihodnost in živeli v okolju, kakršnem želimo, moramo predvsem graditi na našem znanju in zavedanju, da vemo, kaj imamo, kaj lahko storimo in se zavedamo tudi problemov v širšem svetu ter jih ne poskušamo ignorirati. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala tudi vam, doktorica Zabret. Zdaj bi jaz samo pogledala, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje oziroma če so mogoče kaj v sporočilih zapisali spodaj. Zaenkrat nič. Imam pa to informacijo, da smo
pri pretakanju v živo imeli težave z zvokom, za kar se res iskreno opravičujemo, kar sem uspela rešiti v že skoraj polovici predavanja, mi je potem nekako uspelo. Bo pa posnetek potem jutri v celoti še enkrat objavljen in na YouTube kanalu in tudi na Facebook profilu Goriške knjižnice. Tako da jaz upam, da bo dosegel čim večji krog. Seveda se vam tudi mi lepo zahvaljujemo. Hvala, da ste prepoznali tudi našo knjižnico Semen. Izjemno se trudimo tudi na tem področju, da bi jo čim bolj približali tudi našim uporabnikom in obiskovalcem. In v upanju, da se bomo kmalu spet kaj srečali na kakšno podobno temo, vas lepo in prijazno pozdravljamo in želimo vse najboljše in vse dobro tudi v prihodnje. Hvala lepa, da ste bila danes z nami in hvala lepa vsem, da ste nas spremljali. Najlepša hvala. Lep pozdrav. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje, srečno.